Otvoritev 33. prvenstvenega kroga že v torek. Arena Petrol je kot prva odprla vrata celjskim in mariborskim nogometašem, ki so šli v boj za točke z različnimi motivi. Gostitelji za potrditev obstanka v ligi, ekipa v vijoli žasnem za nov korak k naslovu prvaka. Mirna tekma se je sprevrgla v nervozno in končala kar 4 rdečimi kartoni, absolutno preveč. Žal je treba najprej izpostaviti določene situacije, predvsem obojestransko izključitev Filipoviča in Gobca, čeprav sploh ni prišlo do stika med igralcema. To je vse, kar se je zgodilo. Predtem sta morala z igrišča že Berić in Bezjak, oba zaradi drugega rumenega kartona. Berić po teh dveh dogodkih. Bezjak pa v razmiku 12 minut, izključen je bil po prekršku nad Majerjem. Prvič je bilo treba tudi z mariborskega kota pokomentirati sojenje. Tako, mislim, da je sodnik definitivno vplival na to, da je bila tekma izredno nervozna, kajti s svojimi odločitvami je nerviral popolnoma vse na igrišču, bil je slab in to je pripeljalo do tega, da je bilo toliko rdečih kartonov. 4 izključitve, mreži pa sta ostali nedotaknjeni. Najprej je bilo vroče pred mariborskim golom. Ob Vidoviču je do žoge in soočenja z Radanom prišel Firer, nameril mimo vratarja, a tudi mimo desne vratnice. Naslednja celjska kombinacija s prostega strela. Pavlović se ni odločil za udarec, ampak podajo do Gobca. Njegov udarec je ukrotil Radan. Akcija Tavareša, Berića in Velikonje s povratno podajo do Cvijanovića, njegov poskus ni bil dovolj natančen. Pred odhodom na odmor še ena celjska prekinitev v vlogi podajalca Pavlović, Krajcer pa ni uspel zaključiti akcije. Pavlović se je ob naslednjem prostem strelu odločil poslati žogo neposredno proti golu. Preletela je vse igralce in padla na prečnik. Potem pa aktivnejši trenutki gostujoče ekipe. Res je, da smo 3 tekme zapovrstjo remizirali, da smo bili na tekmi proti Olimpiji zelo blizu zmage, da smo ti zadnji 2 tekmi odigrali brez svežine, da nam ni steklo tako, kot bi si želeli, da smo veliko grešili, da smo bili prepočasni, da smo bili prenenatančni, vendar kljub temu danes je in pa tudi na tekmi v drugem polčasu proti Nafti je bilo veliko želje, da bi tekmo zmagali. Tudi tokrat smo v drugem polčasu vršili velik pritisk. Nasprotniku je bilo jasno danes primarno to, da zadržijo neodločen rezultat, poti so zaprte in prostora je malo in ko si malce utrujen, potem je toliko težje. Po tej akciji Vilerja in Mezge Tavares ni uspel priti do želenega zaključka. Le minuto pozneje pa zelo obetavna akcija. Viler si je s spretnim preigravanjem priboril položaj za udarec, žoga je ostala na desni nogi in zletela čez gol. Na to so odločali centimetri. Po kotu je žoga prišla do Filipoviča, nameril je po tleh proti desnem kotu, a mimo gola. Prav v trenutkih najbolj podjetne igre Maribora pa že omenjena izključitev Berića, vendar so bile moči že po 5 minutah po Bezjakovem odhodu z igrišča spet izenačene.
In v končnici več poskusov v lovu na zmago z mariborske strani. Najprej po predložku Vilerja z glavo Tavares, žoga proti desnem kotu, toda pravočasno pri njej vratar Mojčinović. V končnici še dve situaciji, ki bi lahko prinesli spremembo rezultata, obe pred celjskim golom, vendar nihče ni uspel preusmeriti žoge v mrežo in ostalo je 0:0. Lov na naslov prvaka, ki prinaša opazen pritisk na mariborsko ekipo, se nadaljuje. Nekateri so že tu osvojili to lovoriko, nekateri pa še nismo. Tako vendar se borimo vsak po svojih močeh in dajemo vse za NK Maribor, da dvigne to titulo, ki je po mojem mnenju bo vsekakor. Igralci pa, kljub vsem dogodkom, ohranjajo pozitivno miselnost in vabijo v Ljudski vrt na sobotno tekmo proti Kopru. Moram reči, da nekaj razočaranje bilo v slačilnici, ampak vemo, da po tekmi so takoj vroče glave, mogoče bo jutri že boljše. Trener bo že znal spustiti žogo na tla, tako da mislim, da še vedno smo prvi, tako da ne vem, kaj se sekiramo. Res, da nekateri, tudi mi sami smo si želeli, da bi to končali že prej, ne? Da bi mogoče prišli malo spočiti za finale pokala, ampak ni problem, bomo igrali do konca, če smo igrali do zdaj. Živciramo sami sebe, prvo, pol pa tudi, ja, se ti pravim, da vsi smo pričakovali, da bomo to rešili mogoče že za 1. maj, da bomo rešili to soboto in zdaj se to vleče naprej, ampak verjetno nekdo od zgoraj hoče, da je zanimivo prvenstvo do konca in tako bo, ne.